Večer uživa, vsebine in dogodki, ki navdihujejo. Dobrodošle in dobrodošli v novi epizodi podcasta Večer uživa. O tem, kako poskrbeti za dobro počutje, za radost in notranji mir, ter kako si pomagati, ko nas obidejo senčnejše misli in podobna razpoloženja. O vsem naštetem se bomo torej pogovarjali s prejemnico Zoisovega priznanja, s psihologinjo, doktorico Vito Poštovan. Dobar dan, pozdravljeni. Vita, kako ste? Kar v redu, danes nas je pričakal sončen dan, tako da mislim, da se ne moramo pritoževati, ne? Sonce nas res zmeraj spravi v dobro voljo, kaj ne? Jaz mislim, da zato ne rabite biti psiholog, ne, zato da tako ugotovitev podate, ne, pravzaprav nas velikokrat ravno ta vreme zelo vpliva na naše vsakodnevno razpoloženje, je pa res, da verjetno ne vpliva na tiste zelo globoka občutja od nas, kakšni smo mi v resnici ali pa kako sami sebe vidimo, ne. Na to vreme mislim, da nima vpliva, ampak na tiste mogoče vsakodnevne malenkosti, tisto nihanje razpoloženja, kot ga čez teden opazimo, na to pa sigurno ima nek vpliv, ja. Iskrene čestitke za Zoisovo priznanje, ki ste ga jeseni prejeli za uspešno strokovno delo na področju preprečevanja samomorilnosti. Tokrat bova to temo zaobšli in se posvetili nekim svetlejšim vsebinam. In ker smo že ravno začeli s sončnim vremenom, predlagam, da nadaljujeva s pomladjo, ta je zdaj pred vrati in je pregovorno čas življenja, optimizma. Hkrati pa tudi ni redko, da se ravno spomladi kar nekaj ljudi počuti melanholično, nekateri rečejo, da so celo depresivni. Vita, povejte, zakaj se to dogaja ravno spomladi? Ja, sicer so rekli, da se na samomorilno vedenje ne bo kaj preveč navezali, ampak tukaj bi se mogoče. Zato, ker zanimivo je, da si predstavljamo ravno tako, kot ste rekli, ne pomlad, en tak čas življenja, vse se prebuja, vsi smo bolj, ali pa večina ljudi je tako, ne, več energije ima. Ampak recimo študije konsistentno skozi leta in tudi na različnih delih sveta kažejo v bistvu podobno, da se recimo v tem pomladnem času število samomorov naraste. Največ jih imamo tudi pri nas ravno v tem letnem času. In seveda, čisto točnih znanstvenih razlag žal še vedno nimamo, tudi za razumevanje tega fenomena, ampak verjetno gre eno izmed razlag v to smer, da je sonce tisti vir neke energije, toliko hormoni verjetno drugače funkcionirajo, da je tudi to eden izmed dodatnih razlogov, da ljudje pač pomislijo na samomor. Zelo pomembno pa je tudi to, ne, da mi velikokrat, recimo, če smo zelo depresivni, vidimo druge, kako se zdaj vsi so aktivni, pa vsi nekaj športajo, pa vsi nekaj delajo. Mi pa tega ne zmoremo. In je ta razkorak med nami depresivnimi, da tako rečem, in tistimi drugimi, ki so vse splošno aktivni, postane veliko večji ali pa veliko vidnejši, kot je to mogoče v zimskih mesecih, kjer smo mogoče, bom rekla, vsi malo zavlečeni, vsi malo več noter, ne, mrzlo je, normalno je to. In ta razkorak v bistvu je eden izmed razlogov, zakaj ljudje v bistvu včasih doživljajo to tesnobo ali pa depresijo še bolj močno, kot je v resnici, ne. Tako da ta kombinacija in sončne energije, torej hormonskih sprememb, ki se dogaja v tem času, in tudi tega razkoraka torej prinese do tega, ne, da zdaj mogoče se jaz slabše vidim sebe, kot pa bi sicer. Tako da ja, ne bi pa rekla, pravzaprav prej smo govorili o vremenu, pa mogoče se lahko tudi še to navežem, ne. Na nas velikokrat ne samo vpliva, bom rekla, ali slabo vreme ali dobro vreme. Na ljudi najbolj ponavadi vplivajo spremembe vremena. Ne, te spremembe so se ugotovile kot tiste, ki jih, seveda tako kot vse spremembe, malo težje, bom rekla, zaznavamo, ne, se jim prilagodimo in ponavadi kadar pride do teh sprememb, takrat je v bistvu tudi v razpoloženju ljudi največ takih vidnejših sprememb. Ne, se tudi ljudje rečejo, ja, ne, pričakujemo slabo vreme, me že malo trga v kosteh, da tako rečem, ne. Kakorkoli, mogoče je v pogovoru se zrcali ena skrivnost pravzaprav tega tudi, kako se doživljamo, ne. To nihanje razpoloženja in dejstvo, da se znajdemo tudi v nekih senčnejših obdobjih, da nas obidejo neke temnejše misli in občutja. To vse je naravno, ne? Tega se nam v resnici ni treba bati, kaj ne? Ne, gotovo so tako tista bolj neugodna čustva kot ugodnejša čustva, ne, jaz na ta način skušam poimenovati, da niso negativna in pozitivna, ne.
imajo svojo funkcijo. Mi, če ne bi imeli, na nek način, če ne bi občutili, kdaj je žalosti, ne bi verjetno občutili veselja. Ne? Na nek način morata biti ta dva pola. Tudi evolucijsko nas je verjetno to, da smo kdaj premlevali, pa bomo mogoče še k temu prišli, ne? Je pravzaprav na eni strani lahko vodi seveda v neko tesnobo, v nekaj patološkega, ampak brez tega, da mi nekaj premlejemo, da nas nečesa strah, verjetno evolucijsko ne bi preživeli tega, da gremo čez cesto, ne? Ker ko gremo čez cesto, smo pazljivi, pogledamo levo, desno, zato da nas avto ne povozi in na ta način preživimo. Ne? Tako da, ja, gotovo negativna oziroma neugodna čustva so normalen del naših vsakdanjikov. Mislim, da je tudi mogoče včasih napačno ravno to, da si tako zelo prizadevamo, da ja, ne bomo ničesar od tega doživeli. Ne? Mi rečemo drugo, da je v bistvu dobro, da smo prožni, da znamo ta čustva na nek način doživeti, jih na nek način mogoče malo pogledati, obdelati, doživeti, na nek način dovoliti si, da se dotaknejo, potem pa na nek način jih odbiti nazaj, ne? Da pa nas ne posrkajo vase, da tako rečem, ne? Da imamo še vedno mi neko mogoče kontrolo nad tem, kar se nam dogaja. To je ta rezilientnost, čustvena čvrstost, prožnost, različni prevodi so tega koncepta tudi pri nas. Ne? Tako da gotovo bi jaz rekla, da mogoče kar nas še tako ovira pri tem, ne, da bi pravzaprav lahko mogoče boljše sprejemali taka čustva, je tudi v današnji dobi pač ta pojav socialnih medijev, ker se pač bom rekla, profilne slike socialnih medijev ne dajemo nekih naših najslabših fotografij, ne se ne prikazujemo v tej najslabši luči ali pa v najslabših razpoloženjih. Tudi če kdo takšen zapis da, ponovadi da z neko naracijo, z neko zgodbo, ki pač potem vseeno nekako ima odziv ljudi, pa je to tisto, kar si želijo. Se pravi, hočem reči, da veliko krat pravzaprav tudi ta neugodni del nas samih sebe skrivamo. Ne živimo najbližjim, včasih težko priznamo, da smo v nekih takih občutih, kaj šele celemu drugemu širnemu svetu. Tako da, mogoče je ravno zato pomembno, da pravzaprav spregovorimo o tem in da rečemo, da je to čisto v redu, ampak da je pač mogoče namen tega, da zdržimo tudi takšno obdobje. Ne? To, da pa življenje prinese pozitivne stvari, lepe stvari, pa tudi veliko takih težkih stvari, je pa verjetno normalen življenjski ciklus. Ne moremo se izogniti temu, da česa takega ne bomo doživeli. Ne? Kdaj pa je vendarle prav, da poiščemo pomoč, ko gre za doživljanje nekih neugodnih, senčnejših občutij in čustev? Zagotovo bom rekla tako, ko imate obdobje, da se recimo teden, dva, sploh če že 2 tedna, ne morejo ljudje malo nasmejati, ne vidijo lepih stvari, ne? Ker tako sem rekla, te negativne stvari bodo se zgodile, tudi lepe stvari se bodo v življenju zgodile, ampak verjetno je teh velikih stvari, bom rekla, tako včasih za na prste preštet, ne? Vse ostalo so manjše stvari, ki jih v življenju lahko opazimo ali pa ne opazimo, ne? Lahko spijemo, bom rekla, eno kavo zjutraj, tako da sploh ne vemo, kakšnega okusa je, lahko pa se mogoče te kave posvetimo, ne, pa uživamo v njej. Pa mogoče to zveni zelo banalno. Zelo banalno zveni za nekoga, ki je mogoče včeraj nekoga izgubil, pa ne, zelo težko zdaj procesira kaj takega. Ampak za mogoče nek normalen vsakdanjik, če se naš natrenira na take majhne stvari, jih bomo tudi v težkih trenutkih lažje opazili. Tako da, če se vrnem, kdaj je tisto, kadar zares je fino, da nekomu zaupamo stisko, torej, kadar imamo mogoče 2 tedna takšna, da res sta težka, pa to ne pomeni, da smo zdaj pred tem recimo ravno nekoga izgubili, ne, ker tam ne, takih je normalno, ne, ampak tudi recimo v fazah žalovanja, ne, s tem se tudi jaz veliko ukvarjam, ne, vemo, da žalovanje se od depresije ravno razlikuje po tem, da v žalovanju mi zmoremo se tudi nasmejati, ne, se spomnite, kakšna sedmina, ker pravzaprav se potem obujamo spomine, pa se spomnimo, aha, pa je to naredil, pa je tako bilo, pa je v bistvu pravzaprav to nas poveže, da nek občutek hvaležnosti, da smo mogoče tako osebo imeli ob sebi. Tako da tudi žalovanje ima tiste, bom rekla, mogoče malo svetlejše trenutke. Ne, medtem ko če smo v eni hudi depresiji, bomo verjetno zelo težko se čemorkoli nasmejali. Ne. Tam pa mogoče zelo jemljemo vse osebno, zelo težko se nekako, bom rekla, vidimo širšo sliko nekega dogodka ali pa karkoli se nam pravzaprav dogodi v življenju. Ne. In take situacije pa so tiste, kjer je fino, da ne samo zaupamo mogoče najbližjemu, ampak tudi, da poiščemo neko strokovno pomoč, ker vprašanje, mislim, dobro, tudi depresija lahko mine sama po sebi, ampak mislim, da bo kvaliteta življenja in tudi čas, kako dolgo bo trajalo tako obdobje, veliko daljši in je veliko bolj učinkovito, da si pač ljudje potem tudi poiščejo neko strokovno pomoč.
Omenjate torej in to, kako ga natreniramo, da v stvareh prepoznava neko svetlejšo plat. Kako se torej naučiti take, če lahko rečem, pozitivne drže do življenja? Zdaj, jaz sem bila sama kot psihologinja, imam dodatno, se pravi, izobrazbo iz evidensko-kognitivne terapevtske smeri, pa potem še na človečnosti temelječe kognitivne terapije. Moja usmeritev bo sigurno šla v to smer, da naša pozornost igra veliko vlogo v tem, kako v bistvu mi naš vsakdanjik zaznavamo. Se pravi, če bom jaz torej zaznala v teh majhnih stvarih neko vrednost, mi bo lažje v življenju. Zdaj, kako se tega naučiti? Pravzaprav je tukaj najbolj pomembna ta dnevna praksa tega, da to vadimo. Vsi poznamo ta fenomen, ko se peljemo iz ene točke na drugo točko in če nas vpraša, kako smo zdaj potovali od te točke A do B, ne vemo. Je odtaval, je šel po svoje, tuhtali smo vse, odkar se je zgodilo, ne vemo kdaj, desetletja nazaj do tega, kar se bo jutri ali pa ne vem, čez desetletja. Nismo pa videli, da je bil en krasen sončni vzhod pred nami, nismo videli, da mogoče je kakšna dežna kaplja posebej lepo pot po okenski šipi naredila. Se pravi, te majhne stvari, ki so pa bile tam in mogoče, ki bi nas v teh drobnih stvarih lahko malo osrečile, mogoče dale malo večjo kvaliteto. Se pravi, res je potrebno, ena prigoda pravi, da imamo mi v sebi dva volka, tistega nekega takega, ki je bolj osredotočen na negativne stvari, pa tistega na pozitivne. In mislim, da je to nek indijski pregovor, ker vnuček vpraša tega svojega dedka, kateri volk bo preživel, kateri bo zmagal to našo notranjo bitko, in reče dedek tistega, ki ga hranimo. Se pravi, sistem, na kateremu v bistvu več pozornosti posvečamo, ki ga namenoma, pravzaprav to pa je v naši kontroli. To mogoče včasih se zdi, da vrtiljak čustev nas seveda potegne v neko doživljanje in je včasih zelo težko izstopiti iz tega. Ampak zato, ker tudi če smo zelo slabe volje, pa nam nekdo reče, daj se že malo razvedri, pa boljše volje bodi, bomo še samo slabše volje, to ne deluje. Se pravi, ta fokus na sama čustva je zelo težko obrniti. Veliko lažje je, če mi v bistvu, ker ob teh čustvih mi vedno doživljamo neke misli, vedno nekaj razmišljamo zraven. In pa tudi nekaj naredimo, vedemo se pravi, imamo ta trikotnik ves čas pred sabo, čustva, misli in vedenje. In zdaj, če jaz nekaj drugega naredim, se pravi, mogoče že, če se jaz pretegnem, že vdihnem, že s tem vemo, da lahko mogoče svoje doživljanje spremenim. In pa na drugi strani, če jaz drugače razmišljam, če jaz to situacijo lahko, da bom rekla, v sebi prid obrnem ali pa vidim malo oddaljeno sliko, ali pa mogoče, tako smo prej rekli, v nekih malenkostih najdem neko drugo sporočilnost. To so tiste stvari, ki bodo potem torej situacijo iz nekega bolj neugodnega doživljanja obrnile v malo bolj pozitivno mogoče. In torej to vplivanje na čustva je zelo težko, na misli in na vedenje, tukaj pa imamo več kontrole. Če tudi se včasih zdi, da ko smo v tem vrtiljaku čustev, tudi negativnih, da smo nekako kaj bi pa naredili, nimaš drugega, kot lahko mogoče samo greš spat, pa upaš, da se boš drugi dan ne boš s tisto levo nogo zbudil, ampak ni tako. Tako, marsikaj imamo pravzaprav možnosti, da si pomagamo, ampak je pa res, da je tudi treba to ozavestiti. Bom rekla, treba je mogoče vaditi te stvari prej, ko nismo v taki hudi stiski, zato da se spomnimo takrat, pravzaprav mogoče si lahko tudi danes jaz pomagam s tem, kar sem se naučil v tistih manjših, bolj neutralnih situacijah, da tako rečem. Verjetno marsikdo od nas pozna koga, ki ves čas nerga, je nezadovoljen, se pritožuje. Rečemo jim, da so nekateri ljudje večni nergači. Pa me zanima, Vita, so res ljudje, ki se nikoli ne morejo spremeniti? Zdaj mislim te večne nergače, recimo. Verjetno je tako, da neke osebnostne lastnosti pač imamo. In rečemo jim lastnosti, zato ker so nekaj malo bolj trajnega, kot samo tisto razpoloženje. Razpoloženje načeloma se spreminja dosti hitro. Moja izkušnja je, bom tako odgovorila, da ljudje, ko čutijo, da so v veliki stiski, takrat so se pripravljeni spreminjati. Če pa pravzaprav vam tudi vaša mogoče malo taka narava negodovanja pravzaprav ustreza, pa v življenju vam nič ne manjka tako zelo,
Pa verjetno tudi ni neke take strašne notranje motivacije, da bi se spreminjali. Ne? In v takih primerih seveda ljudje verjetno ne bodo, kako bi rekla, delali tako zelo na sebi, da bi tudi te vidike spremenili. Ne? In je to verjetno tudi z naše strani, na drugi strani za sprejet. Mi rečemo pač, da veliko krat je ta modrost ravno, ne, da tam, kjer se je možno spreminjati, da tam nekaj naredimo, ne, ampak hkrati, da pa tudi znamo sprejemati takrat, kadar vidimo, da v bistvu neke spremembe pa niso možne. Ne. Mogoče bomo celo kakšen tak odnos obrnili ravno kontra, ne, če bomo sprejeli tisto tako naravo človeka, ki je, ker potem mogoče iz sebe izhaja, pa bo potem lažje pravzaprav tudi kako spremembo naredil. Ne. V psihologiji poznamo en fenomen polarizacije. Ne? To se vidi zdaj pri posameznikovih odnosih, ne? Mislim, v naših medosebnih odnosih, pa tudi na ravni družbe. Bolj kot v bistvu mi silimo nekoga v nekaj, bolj se bo polariziral in bo pravzaprav stopil na drugo stran. Ne? Tako da mislim, da nam je dostikrat to, ne vem, v partnerskih odnosih recimo, je to tako zelo očitno. Ne? Če nekaj silimo, da se verjetno to, mislim, se bo s težavo zgodilo, ali pa se ne bo. Ne? Pred časom sem zasledila misel, ki jo bom zdaj parafrazirala in gre nekako v stilu, da je definicija duševnega zdravja sposobnost, da v stvareh, tudi tistih težjih, najdemo nekaj dobrega, svetlega. Ali to drži? Je, zelo je v kontekstu. Bom rekla, pa mogoče ne samo dobro, ampak da se situacijo pomiri. Zdaj se jaz navezujem recimo na situacije, ko delam z žalujočimi, pa recimo zbudijo starši otroka. In ja, nekateri tudi najdejo nekaj dobrega v tem. Ne rečejo, mogoče sem jaz zdaj boljši človek, sem se spremenil, sem bolj pozoren na neke stiske. Nekateri pa rečejo, veste kaj, v tem ni bilo pa ničesar dobrega. In pravzaprav, kdo bi jim pa lahko karkoli oporekal? Ne moremo reči, da je bilo pa nekaj dobrega za ne vem kaj. Res je, mogoče smo zelo pokroviteljski, če na ta način vidimo. Ne? Ampak je pa drugače, je pa razlika mogoče med temi starši ali pa med takimi žalujočimi ali pa tudi ne nazadnje drugimi ljudmi v stiski, ki v takih situacijah vseeno rečejo, ne, nimam zdaj več kaj, sprejmem situacijo takšno, kot je. In torej je razlika med temi, kako bodo oni kvalitetno živeli, in med tistimi, ki bodo ves čas pravzaprav iskali razloge, zakaj se je to zgodilo, pa zakaj se je meni, pa mogoče ves čas podoživljali to situacijo in ne bodo našli nekega tistega miru, ki ga seveda pač po takih situacijah tudi zelo pomembno, da ga najdemo, da nekako sprejmemo situacijo, ne da odobravamo ali pa da rečemo, ja, super, ne, ampak da na nek način živimo z njo vseeno, koliko se da kvalitetno. Ne. Tako da bi rekla, ko govorimo o duševnem zdravju, sigurno govorimo tudi o tem, da pač znamo torej v teh težkih situacijah se nekako soočiti s tem, kar nam življenje prinese. Ne. To je en del sigurno definicije, bom rekla, duševnega zdravja, da ne, pa večkrat sicer govorimo o tistih manjših, vsakodnevnih stresnih dogodkih, ki bolj odražajo pravzaprav tisto, ne, kako bi se mi bom rekla, na vsak dan zbudimo. Ne. Tiste teže življenjske situacije so drugačne, terjajo več naše energije, tudi smo mogoče na njih drugače pripravljeni. Ne? Če gremo v službo, približno pričakujemo, kaj se bo v službi zgodilo. Ne? Imamo neke obrambne mehanizme razvite, če pa nas neka nesreča za danes na jutri, pa sigurno tega nismo, ne načrtujemo, nismo pripravljenosti in hvala Bogu, da nismo, ne? Ker pol bi živeli ves čas v neki prestrašenosti. Ne? Tako da ja, bi rekla, da je en del te definicije drži, ampak jaz bi jo mogoče malo obrnila v drugo smer še. Se pravi, z neko pomiritvijo, da znamo videti situacije. Ne? Odnosi so torej ključni za vse, tudi za naše počutje, partnerski, prijateljski, poslovni odnosi. Kako torej izgrajevati nek tak zdrav odnos, ki nam na to pomaga vzpostavljati neko celostno ravnovesje? Sigurno gre, ne. Mogoče moramo najprej začeti tudi pri sebi, to je mogoče pomemben vidik, ne, da mi vedno rečemo, da če mi nismo ok, bomo zelo težko zares iskreno dobro drugemu pomagali. Ne. Tudi so ljudje, ki vemo, da zelo samo poslušajo, ne, ampak tam mogoče celo v sebi čutijo nek manko, ne, da niso mogoče dovolj povedali, da se niso in tudi v resnici se ne morejo tako zelo povezati z drugo osebo, ne, ker če sebe ne damo na nek način na pladen, ne povemo nekaj o sebi,
ne moremo zgraditi dobrega mostu za drugo osebo. Tako da jaz bi rekla, ja, sigurno je prvi korak dobrih odnosov to, da smo mi sami s sabo v redu. Zdaj pa, da bi pa imela magično palčko tukaj, da bi vam rekla, to so zdaj 10 zapovedi, kako vzdrževati odnose. Vemo, da na to temo je tisoče knjig, tisoče razprav. Je pa res, da po mojem izkušnji, če izhajamo z nekega prijateljskega, prijaznega odnosa, da je to tisto naše vodilo do sebe, pa potem tudi do drugih, ker tudi to, kar do sebe delamo, ali pa do drugih, pravzaprav eno z drugim se zrcali. Če smo zelo kritični do sebe, bomo verjetno tudi do drugih in obratno. Tako da bi rekla, da to neka taka, neko sočutje, neka prijaznost, ki jo imamo do drugih, sigurno pomaga, ampak hkrati bi rekla, to ne pomeni, da se kdaj ne smemo asertivno za sebe postaviti. Tudi to je zelo, zelo pomemben del in mogoče celo, recimo bi rekla ženskam, je to tisto, kar recimo v terapevtskem settingu velikokrat moramo se učiti, kako zdaj povedati, da hej, na pošti si me prehitel, no dobro, zdaj, recimo zdaj, da bo spet možno iti na pošto, pa da nas bo kdo prehitel, zdaj bo možno, Zdaj bo spet možno, ampak da če nas nekdo na pošti prehiti in da mogoče res ne izkaže neke potrebe potem, da se vseeno znamo na nek način za sebe postaviti in pač vljudno gospoda ali usmerimo na konec vrste, kakor je pač neka norma in sistem pri nas. Se mi zdi, da tu recimo velikokrat vidimo, da ljudje tega ne upajo narediti. In so misli zraven, kaj si bodo drugi mislili, kaj bo si ta mislil, kaj si bo zdaj svet mislil, kako se bom jaz počutil, kakšne besede bom uporabil. Toliko v bistvu za nekaj, kar se pravzaprav zelo preprosto da narediti, ampak mislim, da se sigurno veliko ljudi prepozna v tem, da pravzaprav to ni tako lahko, kot bi si mislili. Omenjate torej obremenjenost s tem, kaj si bodo drugi mislili o nas. In pravijo, da ravno ta skrb, če se lahko tako izrazim, kaj si bodo drugi mislili o nas, ubija večino naših sanj. Se strinjate? Ja, in to je verjetno, ne vem, jaz ne predstavljam, da je bilo kdaj v zgodovini prav fejst drugače. Verjetno je to neka naša človeška lastnost, da tudi norme pravzaprav se izgrajujejo na ta način. Norme pomenijo nenapisana pravila, ki so in se vzdržujejo ravno s tem, da pač nekako delujemo tako, kot se nekako pričakuje v nekem okolju od nas. Tako da veliko tega zelo ponotranjimo skozi odraščanje in pravzaprav sploh ne vemo, kdaj to ponotranjimo. Ampak je pa res, da kadar je tega preveč, da spet lahko gre to v en ekstrem, potem pa včasih res zanemarimo sebe in to je ta pomembni vidik. Da moramo, verjetno moramo, bi rekla jaz, ta srednja pot je zlata pot. Ni namen, da smo zelo egoistični, pa samo svoje želje zadovoljujemo, ker to je tudi mogoče bolj tisti narcisistični pol ali pa zelo agresivni pol ljudi, kjer pa jo rekli, jaz lahko, zato ker pač, jaz tako mislim. Tudi to ni tisto, kar nas bo verjetno neko sožitje z drugimi vodi. Tudi to ni, da se samo prilagajamo in da smo samo podrejeni, ampak verjetno ta neka zdrava, asertivna drža, ker je tako prijaznost do sebe in drugih, pa hkrati tudi tisto, da se znamo na nek način dovolj dobro za sebe postaviti. Pa to za sebe postaviti tudi v nekih drugih okoljih pomeni, da včasih izrazimo, kateri kos torte si želimo, ali pa, bom rekla, tudi v službi povemo, jaz si želim pa nekega drugačnega delovnega mesta ali pa, z teh situacij mislim, da imamo v življenju zelo veliko in se vedno znova pravzaprav v življenjskih obdobjih odpira, kako se v bistvu lotiti tega ravnovesja. In ravno to ravnovesje, ki ga omenjate, to je v bistvu ta ključna, pomembna življenjska modrost, ne? Tako. Pa bom rekla tako, včasih lahko tudi vse to veš, pa se znajdeš v situaciji, ki te preseneti, kateri še nisi bil, ker še nimaš nekako izgrajenih svojih načinov vedenj in tudi ne mogoče razmišljanj zraven. In se mi zdi, da to je tudi tisti čar življenja, da mogoče smo pogruntali, kak bi moglo biti, ko smo bili stari 17, ali pa ne vem, 22, zdaj, ko pač si star pa toliko, pa imaš nove izzive v življenju. In zato je to ravnotežje pravzaprav zelo težko, ni zgrajeno, ni fiksno, zato ker je tudi življenje, hvala Bogu, ni takšno. Točno to. Dobimo ga celo življenje in to je smisel, da ravnovesimo.
Vita, bi zase rekli, da ste optimistka? Ja, jaz mislim, da bi za sebe rekla, da sem nek tak zmeren optimist, ne bi rekla, da sem skrajni optimist. Se mi zdi, da mi življenje postreglo tudi že z nekimi takimi življenjskimi izkušnjami, ker ne morem reči, vse je vedno lepo, pa vedno je v rožicah. Ampak mogoče kar pa je nekako moja lastnost, je pa to, da poskušam nekako osmisliti situacije. Poskušam nekako dajati neke zaključke, videti, to se je zgodilo, mogoče lahko iz tega nekaj naredim. Meni je zelo blizu ta strokovni termin posttraumatska rast, se pravi ne posttraumatska stresna motnja, torej to je tisti del, ki si ga ne želimo, to je tisto, da neka travma z nami ostane, ampak posttraumatska rast se pravi, življenje ti bo prineslo, nam bo prineslo verjetno neke težje življenjske situacije, ampak kaj lahko jaz iz tega mogoče za sebe potegnem. In se mi zdi, da če take koščke takih smiselnosti najdemo, ali pa vsaj jaz moram reči, da sem jih v nekih takih situacijah, potem je lažje. Ne, da je vedno sončno in vedno samo sije sonce, ampak vemo pa, da je nekje tudi za dežjem mavrica. Moto naših podkastov in dogodkov je vsebine in sogovorniki, ki navdihujejo. Vita, kaj vas v življenju navdihuje, kaj vam razpira krila? Verjetno tudi materinstvo? Res je, to je sigurno ena izmed tistih stvari, ki vsak dan prinese nove izzive, ampak tudi veliko sreče in srčnosti, bom rekla. Pa mislim, da je kar veliko stvari, ki bi jih lahko naštela. Od tistih manjših, da lahko prebereš eno mogoče lepo misel ali pa lepo pesem vsak dan. Ko se peljem recimo na radio in poslušam jutranje pesmi na Radio Ars, recimo, se mi zdi, da to je tako en moj ritual, ki ga poskušam ujeti. Ampak odpira me krila, sigurno, mislim, to mi je skozi življenje to, da sem lahko šla v svet, to se mi zdi, da je ena izmed mojih takih strasti, iti v svet, potovati, videti druge kulture, nekako biti odprta za to, kar sporočajo. Se mi zdi, da to mi je vedno prinašalo nek načine, da sem se mogoče sama sebe reflektirala, pa tiste stvari, mogoče o katerih jaz razmišljam. Tako da bi rekla, da je to ena stvar. Ampak mogoče je to recimo tudi v tej življenjski situaciji, ker smo se zdaj znašli, je bilo postavljeno pod izziv, pa se mi zdi, da je toliko drugih stvari, toliko stvari v nekih medosebnih odnosih, ki te veselijo, da je pravzaprav tudi v teh se najde veliko lepega in zelo srčnega in takega, ki ti da energijo za vsak dan. Več informacij o podcastih in dogodkih Večer v živo najdete na večer.com/vzivo in na Facebook strani Večer v živo. Tudi tokrat sem bila z vami Maja Furman. Srčno in srečno, do kmalu. Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.